Spoštovane gledalke in gledalci, lep pozdrav z Ruškega stadiona. Spremljamo obračun 17. kroga Štajerske nogometne lige in sicer dvoboj med NK Pohorjem in NK Dravogradom. Pohorci, nocoj domačini proti Dravogradu, nimate prividov, vodijo z rezultatom 1:0. 12. mesto pripada domačim nogometašem v Štajerski nogometni ligi vsaj za enkrat. Koroški Dravograd pa 3. mesto in če bi kdo napovedal, oziroma ne vem, če bi bilo veliko takšnih ljudi, ki bi si upali napovedati rezultat 1:0 pri domačih nogometašev, kajti Pohorci v preteklih tekmah niso najbolj navduševali svojega občinstva. Prejšnjo tekmo proti Radljam so sicer v polčasu odigrali solidno, nato pa so izgubili s 5:1. Prav tako so izgubili proti Pesnici s 3:1. Pesnica, ki zaseda predzadnjo mesto Štajerske nogometne lige. Sedaj pa pogledajte, 1:0 proti favoritom iz Dravograda, ki so še prejšnjo sezono igrali v 3. slovenski nogometni ligi, sedaj pa se z njimi uspešno kosajo domači nogometaši iz Ruš. Pri žogi Pušnik, že Dravogradčani drvijo nov napad, Pohorci pa bodo nadaljevali očitno kot so začeli in se borili do zadnjih minut. Pri Dravogradčanih je prišlo do zamenjave in sicer Tomaž Lipnik in Blaž Plimon. Tomaž Lipnik je prišel v igro kot svež nogometaš, medtem pa je Plimon odšel z igrišča ter prepustil mesto omenjenemu nogometašu. Medtem Pohorci nadaljujejo kot so začeli, torej zasedba pri njih se ni spremenila, ja zakaj pa ne, če pa so odigrali prvi polčas naravnost izvrstno in lahko rečemo tudi, da so prišli do resnejših priložnosti kot njihovi nasprotniki v rdeči športni opremi. Medtem spet poizkus, tokrat nekoliko prek vrat, poizkušal je tam, mislim, da Fatlum Januzaj, strelom žoga pa tokrat ni šla najbolje, poglejmo še enkrat. Ja, kakšne 3-2 metra prek vrat, tako da Veršovnik tokrat ni potreboval vključiti kakšnega napora. Rezultat ostaja pri izidu, kot ga vidite na semaforju, torej 1:0 za domače nogometaše, smo pa v 3. minuti drugega polčasa. Videli ste prvi strel Pohorcev, ki je šel prek vrat, prav tako pa so bili Pohorci uspešnejši v prvem polčasu, ko so dvakrat resneje ogrozili vrata Veršovnika. Enkrat je šla žoga tudi v gol in pa drugič z prostega strela. Torej imenitna predstava in veliko presenečenje Rušanov na današnjem srečanju. Potrebno pa je počakati do konca, kajti ravno drugi polčas je tisti, ki vsaj iz preteklih izkušenj ne ugaja Pohorcem. V drugem polčasu so izgubili proti Radljam in dobili kar 5 zadetkov, torej kondicijsko niso zdržali in da vidimo, če bodo danes dokazali obratno. To je prvi kot na današnjem srečanju oziroma v drugem polčasu za Dravograd, ki so ga izvedli nekoliko slabše, žoga pa še vedno ostaja v njihovi posesti. Zdaj je tudi nov out za Dravograd. Pušnik. In brez prekrška po mnenju sodnika. Igra se nadaljuje, proti napad za NK Pohorje. In glavna sodnica oziroma stranska sodnica je z nekolikšnim zamikom vendarle dvignila zastavico, potem ko je NK Pohorje odigralo sicer dober protinapad. Poglejmo še enkrat, kako se je vse skupaj razpletalo. Ja, tukaj trenutkov daje, ne vem. Mislim, da ni bil v prepovedanem položaju ruški napadalec. Vsekakor pa izjemno težko delo tokrat za stransko sodnico, kajti na prosto oko je to težko dosoditi pravilno. Še v počasnem posnetku nismo mogli dobro presojati nastale situacije. Kakorkoli je rezultat še vedno 1:0 za NK Pohorje, ki pa je ponovno pokazalo, da
še ne bo nehalo z napadi, kajti napadi so pravzaprav najboljša obramba, pri žogi pa Javornik. Javornik poskuša, odlična podaja proti Fatlumu Januzaju, ki pa žoge ni uspel dobiti, zaploskal pa je Javorniku za imenitno podajo v globino. Žoga ponovno na sredini igrišča, pri žogi Ozim, ki se je v prvem polčasu izkazal za asistenta in pa malce predolga globinska podaja. Žoga pripada Dravogradu. Gluhovič, ja, tudi Gluhovič je, kot kaže, vstopil v igro v drugem polčasu, zamenjal pa je Aleksa Hudobreznika. Torej, Hudobreznik številka 16 je zapustil igro, v igro pa je prišel Aljoša Gluhovič številka 7. Pravzaprav ne vem, zakaj mu gostujoči trener ni namenil minute že v prvem polčasu, kajti Gluhovič velja za izjemnega nogometaša, ki zna vezati igro med obrambo in napadom, pri žogi pa Javornik. Javornik sedaj povsem v obrambi, žogo je navezal proti Ozimu in pa prekršek, ki ga je naredil na strani Dravograda sveži Tomaž Lipnik in si s tem prislužil tudi prvi rumeni karton. Predtem je porumenel tudi Teo Šnabernik in pa v prvem polčasu Luka Popovič, 3 rumeni kartoni, torej zaenkrat na današnjem srečanju, ki jih je pokazal glavni sodnik Marko Gabrovec. Rušani torej še vedno nadaljujejo, kot so pričeli Đurić Nino, Dejan Nemec, Aljaž Jug, David Rihtarič, Timotej Javornik, Fatlum Januzaj, Luka Popovič, Alen Hutinski, Matej Ozim, Sandi Levanič in Žiga Čavnik v vratih. Na rezervnih klopeh pri domačih pa še vedno Sašo Podrzavnik, Aljaž Špurin, Vito Pajančič, Rok Jarc, Tajp Stupar in Timon Robič. Medtem pri Dravograjčanih v vratih Veršovnik, Dejan, nato Staš Šnabernik, Blaž Pilimon je zamenjal Tomaža Lipnika, potem osrednji branilec tudi Žiga Kljačič in Teo Šnabernik, nato Grega Klarič, Tilen Stefanovič, Borut Pušnik, Matevž Verhovnik, Žan Pritržnik, Hudobreznik pa je zamenjal preomenjenega Gluhoviča. Pri žogi trenutno pa Kljačič, prekršek in to bo nova žoga za goste. Gluhovič proti Pritržniku, Pritržnik, slaba podaja proti Pušniku in priložnost za nov protinapad Pohorcev, dolga podaja proti Hutinskemu. Tokrat je mirno odreagiral gostujoči vratar, žoga pa pri Stefanoviču, ki jo že obrača smer oziroma stran. Stranski sodnik Mark Kmetec je dosodil out prid Dravograjčanov, ki so ga pa že izvajali. Gluhovič podaja proti Verhovniku, pa žoga pri Kljačiču. Ja, kot kaže, je prišlo do spremembe tudi v formacijah pri Dravograjčanih. Poglejmo si še prej ta napad Pohorcev, priložnost izbijanja obrambne vrste. Ja, osrednja branilca sta Nabernik, Tevš in pa številka 8 Tomaž Lipnik, ki je prejle stopil v igro. Na levo stran pa se je selil Kljajič. Medtem poizkus Javornika, te žoge ni najbolje zadev, ostaja pri izidu 0:1.
oziroma 1-0 za NK Pohorje. Dober sprejem na drugi strani Nabernika, takoj ob njem pa tudi Fatlum. Popovič je uspel priboriti žogo na stran domačih, že drvi v nov protinapad. Luka Popovič na desni strani je bil sam Ozim. Popovič se je raje odločil za globinsko podajo, pravilna postavitev dravograjške obrambe pa mu je to onemogočila. Žoga pripada Dravogradu, ki že izvajajo to prekinitev in igra se nadaljuje. Gluhovič proti Naberniku. Priložnost, prepovedan položaj, v katerem se je znašel Staš Nabernik. Žoga pripada Rošanu. Zaenkrat odlična igra domačih nogometašev, ki dobro delujejo v fazi obrambe in onemogočajo svojim nasprotnikom, da bi prebili oziroma zatresli njihovo mrežo. V napadih pa prav tako dobro izkoriščajo svoje protinapade in kažejo nevarnost za drugi zadetek na današnjem srečanju. Tam se gradi Januzaj. Odlična podaja proti Ozimu, priložnost sedaj za NK Pohorje, tam je Javornik, Javornik poizkuša strelom mimo gola. Timi Javornik je poizkušal ponovno, kot sem povedal, torej to je bil sedaj tisti protinapad, o katerih govorim. Domači so se dokopali do nove priložnosti in izid se bi lahko zopet spremenil. Aljaš Jug je proti Javorniku, na pravem mestu pa je bil Aljoša Gluhovič, sedaj pri žogi Kljajič. Kljajič proti Stefanoviču, prekršek, ki ga je naredil Timi Javornik nad Stefanovičem. Sodnik pa pošilja žogo na mesto prekrška. Dolga podaja v kazenski prostor. Podal je tokrat Tomaš Lipnik. Žiga Čavnik pa zanesljivo umirja igro, miri strasti, pošilja napadalca izven svojega prostora in pošilja žogo daleč na drugo polovico. Teče 58. minuta današnjega srečanja. Še vedno 1-0 za NK Pohorje. Zadetek, ki smo ga videli v 9. minuti prvega polčasa, še vedno ostaja pri tem izidu. Dravograjčani pa s težko nalogo prebijajo obrambno vrsto Rošanov. Sicer več pri žogi gostujoči nogometaši, to je potrebno poudariti. Zaenkrat bolje držijo žogo v svoje posesti, učinkovitejši pa Pohorci. Medtem odlična globinska podaja, žoga v rokah Žige Čavnika. Pošilja žogo proti Rihtariču. Lično se je tam znašel Hutinski. Hutinski preigrava, še vedno Hutinski, ki je prišel do žoge, preden bi ta šla v out. Pa priložnost Ozima čez vrata. Teče 60. minuta današnjega srečanja. In v tej 60. minuti tudi zamenjava na strani Dravograda, že tretja zamenjava na današnjem srečanju. Iz igre odhaja Aleks Hudobreznik, namesto njega pa v igro stopa Tomaž Sekulovnik, številka 13. Tukaj sedaj na naših zaslonih omenjen Tomaž Sekulovnik, številka 13, 88-letnik. V tem letu bo torej dopolnil 26 let. Tukaj pa še enkrat vidite prejšnjo priložnost iz prvega polčasa.
Dobra podaja proti Levaniču, ki je zlahka opravil svoje delo. Zadev, mojstersko pospravil žogo v mrežo in tako razveselil občinstvo tukaj na tej strani nogometnega stadiona, ki je z navdušenjem spremljalo veselje domačih nogometašev. Pri žogi Gluhovič. Tekma še vedno zaenkrat več pri žogi. Dravograjčani tam je poizkušal s podajo v kazenski prostor Kljajič, onemogočil pa mu je njegovo namero Timi Javornik in poslal žogo kot za Dravograd. Teče 61. minuta današnjega srečanja. Da vidimo, če lahko Dravograjčani sedaj pridejo do kakšne resnejše priložnosti. Podajo kazenski prostor in kaj je sedaj tam? Nihče pravzaprav ni imel stika, žoga pa je šla za las mimo druge vratnice Žige Čavnika. Čavnik sedaj modro zavlačuje in pridobiva nekaj minut na stran svoje ekipe. Čavnik pošilja žogo na sredino igrišča. Odlično odzeta žoga Luke Popoviča in to je sedaj nov protinapad za NK Pohorje. Tam Levanič, Levanič preigrava odlično v slogu Cristiana Ronalda, strel ali podaja, to ni bilo najboljše po tistem preigravanju, bi lahko sledila boljša končnica. Poglejmo si vse skupaj še enkrat, dobro preigravanje, na to je tukaj sicer bil sam v kazenskem prostoru Januzaj Fatlom, žoga pa pripada Dravogradu. Sedaj pri žogi Hutinski. Hutinski proti Januzaju. Januzaj do Ozima. Ozim sedaj ima kar nekaj prostora. Dva nogometaša na njem. Dobro se je znašel Ozim. Podaja proti Levaniču. Streli. Levanič je sedaj zgrešil in zapravil priložnost za drugi zadetek na današnjem srečanju. Kakšna imenitna priložnost za NK Pohorje v 63. minuti. Kajpak bi se rezultat lahko takoj obrnil na 2-0 in to bi bil novi šok v obrambni vrsti Dravograda. Sicer pa rezultat ostaja 1-0, kot smo ga vajeni iz prvega polčasa. Dravograjčani bodo sedaj morali resno razmisliti o tejle akciji, kajti tako ne bodo mogli nadaljevati. Rušani dobro organizirajo protinapade, sicer ne tako učinkovito, kot so ga izvedli v prvem polčasu v 9. minuti, ko je zadel Levanič. Sedaj je pravzaprav vratar že bil premagan, vratih pa sta uspešno posredovala branilca, obrambna igralca gostujoče 11-terice. Žoga pripada NK Pohorju. Tekma je zopet dobila svoj ritem. Pohorci so ponovno prišli do nove priložnosti, medtem ko Dravograjčani resneje ogrozili vrat v drugem polčasu pravzaprav sploh niso. Roko na srce, Dravograjčani igrajo zelo dobro, dobro tvorijo igro, ampak do tiste zaključne priložnosti pač ne pridejo. Spet žoga po boku, na pravem mestu ruški branilci in žoga bo ponovno pripadala NK Pohorju. Medtem ponovno priložnost za protinapad, prekršek, ki ga je naredil Ozim. Žoga pa pripada Dravograjčanom. Tam je kreiral igro Žan Pritržnik, izgubili so žogo gostje in ponoven protinapad NK Pohorja. Pri žogi Januzaj. Januzaj podaja proti Ozimu. Ozim je dobil žogo, priložnost, pravčasno iz vrat pa Veršovnik, ki že pošilja v boj svoje soigralce pri žogi Aljoša Gluhovič. Gluhovič podaja v sredino igrišča. Pa sedaj pri žogi Kljajič. Kljajič je odlično preigral tukaj Davida Rihtariča. Uspešno pa je popravil napako Rihtariča
številka 3 Dejan Nemec. Žoga pripada domačemu vratarju Žigi Čavniku, ki sedaj ponovno pridobiva nekaj na času. Čavnik pošilja oboj svoje napadalce, napaka, priložnost za Pohorje ponovno. Podaja proti Ozimu, Ozim in prek vrat. Kaj so sedaj ponovno zapravili Pohorci, pa saj to je neverjetno. To je že tretja priložnost v drugem polčasu, tretja zelo dobra priložnost za morebiten drugi zadetek Pohorcev, ki danes kažejo izjemno predstavo. Nova priložnost se nam je porodila v 66. minuti. Pohorci iz protinapadu ustvarjajo zelo uspešne priložnosti. Manjka jim samo tista pika na i, da bi znali žogo pospraviti v mrežo in zatresli in premagali Dejana Veršovnika že drugič na današnjem srečanju. Danes slika v Rušah popolnoma drugačna, kot smo jo pričakovali. Pohorci so zadeli v 9. minuti, v nadaljevanju pa se uspešno branijo in pripravljajo dobro organizirane protinapade. Poglejte, ponovno je skoraj da tam ponovno pridobil žogo Ozim, žoga pa trenutno pri Pušniku. Pušnik je poskušal z obračanjem strani, atraktivno pa mu je to onemogočil Tim Javornik. Žoga pri Kljajiću. Kljajić proti Pritržniku, pa sedaj Gluhović. Gluhović obrača stran proti Verhovniku, uspešno posredovanje ponovno obrambne vrste Rušanov. Tam podaja proti Hutinskemu. Hutinski je poskušal s preigravanjem, žoga je pristala v nogah Dravograjčanov. To je nov napad za goste. Uspešno tam Jug, ki je moral, oziroma ne, to je bil prekršek nad obrambnim igralcem Aljažem Jugom. Tako je dosodil glavni sodnik in žoga pripada Rušanov. Poglejmo si še enkrat prejšnjo akcijo. Ja, tukaj je stranska sodnica celo dvignila zastavico, ampak če se orientiramo po tej črti kazenskega prostora, ne vem, če je šlo za prepovedan položaj. Kakorkoli pa Ozim ni uspel premagati Veršovnika, tudi če ne bi bilo prepovedanega položaja. Žoga je šla prek vrat in končala od zadju. Žoga pripada Dravogradu. Ponovno Dravograd gradi igro. Prekršek Ozima. Sodnik sedaj kliče Ozima k sebi. In to je novo kaznovanje. Ozim je dobil rumeni karton, medtem pa še enkrat prejšnja akcija. Poglejmo si, odlična podaja. Ja, ne vem, po črti kazenskega prostora sodeč tukaj ni bilo prepovedanega položaja. Sicer pa je bila akcija tako ali tako zapravljena, potem ko Ozim ni dobro meril, rezultat ostaja 1:0 za Pohorje. Nova priložnost pa je za Dravograd, ki bo sedaj izvajal novo prekinitev, podajal v kazenski prostor. Nevarno tam na drugi je sicer čakal Nabernik. Čavnik pa ponovno pridobiva nekaj minut. Teče 69. minuta srečanja, torej še dovolj do konca, da se lahko izid spremeni. Poglejte, Žiga Čavnik, ja, pa še malo po štucnih in sedaj žogo pošilja naprej na drugo polovico igrišča, kjer je stranski aut izbil Nabernik. Pri žogi Fatlum Januzaj. Še vedno Januzaj, ki je izgubil to žogo. Vsega, da je tam sodnik opozarja tudi sedmico, torej Januzaja, da naj se malce pomiri.
Žoga pripada Pohorju. Pa Dravograjčani preizkušajo sedaj priložnost za Dravograd. Pritržnik podaja tam proti Vrhovniku. Žoga je pristala v ruški posesti. Priložnost za nov protinapad. Vidimo, če ga bodo tokrat bolje izpeljali Rušani. Še enkrat podaja proti Javorniku. Javornik ima priložnost, nastavil si je na levo in žoga je zopet končala daleč od vrat Dejana Vršovnika. Sicer si je imenitno priložnost ukrat ustvaril Timi Javornik, ki si je žogo nastavil na svojo boljšo levico, nato pa kljub temu zgrešil, ne vem, očitno mu je tam ponagajal slab teren, čeprav je stadion v Rušah sicer lepo urejen. Teče 71. minuta, ponovno imenitna priložnost za NK Pohorje, ki bi jo lahko bolje izkoristili, da se le ne bodo kasneje, da si ne bodo kasneje učitali teh zapravljenih priložnosti. Zaenkrat vodijo z rezultatom 1:0 in dokler bo tako, bodo Dravograjčani pod hudim pritiskom. Ja, dokler želijo gostje na današnjem srečanju sodelovati pri boju za vrh lestvice, si ne smejo privoščiti izida, kot ga vidimo sedaj na semaforju. Rezultat 1:0 zagotovo ni dobra popotnica za nadaljevanje. Medtem tudi rumeni karton poravnal je Aljaž Jug. In pa še enkrat prejšnja priložnost, poglejmo, slabo je meril, oziroma za hipec se je videlo, da se je žoga malce neprijetno odbijala Javorniku in tako pristala tam, kjer pač je pristala, od zadju. Rezultat pa s tem ostaja 1:0, medtem tam gneča v kazenskem prostoru, ki bi lahko zlahka ogrozila vrata Žige Čavnika. Pri žogi Dravograjčani, Pohorci so že stopili nekoliko više. Priložnost podaja v kazenski prostor, ampak tudi ta napad ne velja, kajti napadalec Dravograda je bil v prepovedanem položaju. Nova priložnost za Pohorce, tam ni bil dovolj hiter Januzaj, da bi dobil to žogo. Nov prekršek, ki ga je storil omenjeni nogometaš. In žoga pripada Dravogradu. Gluhovič do Kljajiča. Pa Kljajič naprej proti Pušniku. Ponovno prekršek. Očitno bo ponovno Pušnik poslal to žogo v kazenski prostor. To pa je sedaj nova grožnja vratom ruške obrambe. V živem zidu dva nogometaša, v kazenskem prostoru pa poleg napadalcev Dravograda kar nekaj nogometašev Pohorja, medtem tudi nova zamenjava v 74. minuti. To je že četrta zamenjava na današnjem srečanju. Iz igre odhaja Matevž Vrhovnik, številka 11 v igro, pa številka 15 Almir Sulejmanović. Pušnik se je odločil za podajo, dvojno podajo z Gluhovičem, njima uspelo, Pohorci pa so ponovno stremeli k novemu protinapadu. Prekršek nad Javornikom. Javornik je hitro izvedel ta prekršek in že se ponuja nova priložnost za napad. Tokrat so Pohorci nekoliko počakali, vendar le žoga sedaj ponovno pri Javorniku. Javornik proti Ozimu. Da vidimo, kaj lahko stori Ozim. Dobro je našel Javornika in Hutinskega, ki sta se nekoliko zamotala, vendar le še pri žogi Hutinski. Hutinski vrača žogo proti Ozimu. Ozim pošilja žogo na drugo stran, tam je bil Januzaj in po mnenju glavnega sodnika nepravilno zaustavil obrambnega igralca Staša Nabernika. Žoga pripada gostom iz Dravograda. 75. minuta, Dravograjčani pa vse težjo nalogo. Fužinar, ki ima 39 točk, zanesljivo osvaja vrh Štajerske nogometne lige. Sicer je prejšnji krog izgubil proti Lenartu, medtem pa prekršek, ali je to najstrožja kazen? Ne, kot kaže, bo to samo prosti strel.
Očitno je bil na meji kazenskega prostora zrušen nogometaš Dravograda. In to je sedaj nov test za obrambno vrsto NK Pohorja. Nova težka naloga, tako za vratarja Žigo Čavnika, kot tudi za izvajalca tega prostega strela, ki bo očitno ponovno Borut Pušnik. Borut Pušnik, kot sem že omenil v prvem polčasu, velja za najboljšega strelca Dravograda. Zadel je 5 zadetkov, 4 zadetke oziroma zadetek manj, medtem zapravljena priložnost Dravograda, 4 zadetke manj, oziroma 4 zadetke zadev Bele Rožej Nejc, ki je odšel z Dravograda v spomladanskem delu, in pa Andrej Grilc pri 4 zadetkih. Medtem pri 4 zadetkih tudi Januze Fatlum pri Pohorju. Ja, da se vrnem k misli, ki sem jo načel prejle, torej Fužinar, ki je na vrhu Štajerske nogometne lige z 39 točkami, je prejšnji krog prvič izgubil proti Lenartu. To je bil prvi poraz za Fužinar in Fužinar je po prvih teh tekmah v spomladanskem delu sezone glede na jesenski del sezone v nekoliko slabši formi. Zabeležili so namreč en poraz in eno izenačenje, kar ni blesteč rezultat, predvsem če ga primerjamo, kot sem že povedal, s prejšnjim delom sezone, in posledično se je Fužinarju približal tudi Lenart, ki je trenutno na drugem mestu. Poleg Lenarta pa tudi današnji Dravograd, medtem poizkusil daleč Stefanoviča, žoga pa je končala za vrati in ponovno pripada Žigi Čavniku. No, na 4. mestu pa tudi Radlje, ki ima 2 točki manj od Dravograda. Danes pa ima tudi Radlje priložnost, da se Dravogradčanom približa. Ja, če malce špekuliramo, da bi na primer danes Radljam uspelo premagati zadnje uvrščeni Slovenj Gradec in da bi v Rušah ostalo pri izidu, kot ga vidimo na semaforju, torej 1:0 za Pohorje, bi Radlje na lestvici pridobilo kakšno mesto, prišlo pred Dravograd, ki ima sicer tekmo manj, in to bi bilo naravnost izvrstno za kraj Radlje ob Dravi, ki je med Dravogradom in med Rušami. Nov napad Pohorcev. Ja, tukaj pa pravzaprav edina priložnost, ki so si jo Dravogradčani ustvarili na današnjem srečanju, oziroma edina resna priložnost za zadetek, ki pa jo je zapravil Stefanovič, potem ko se je odlično izkazal Žiga Čavnik. Ponuja pa se nam nova priložnost za protinapad Pohorcev. Ozim podaja tam proti Hutinskemu. Hutinski je sicer sprejel to žogo, ampak premalo, da bi lahko poslal proti vratarju Veršovniku. Še vedno pa pri žogi Pohorci. Ozim vrača proti osrednjemu branilcu. Pohorci obračajo stran, žoga pa trenutno nekako neorganizirano šviga z ene strani na drugo. Žogi Javornik, nekoliko mu je spodrsnilo, to bo nov out za NK Pohorje. Domač trener se še vedno ni odločil za zamenjavo, medtem ko gostujoči trener pri 4 zamenjavah na današnjem srečanju. Pohorci torej vztrajajo pri začetni 11-terici, ki jim je v 9. minuti porodila pomemben zadetek proti 3. uvrščenemu Dravogradu. In pri tem izidu tudi ostaja. Brez prebojnega položaja, priložnost za Pohorje, Hutinski mimo gola. Zopet zapravljena priložnost za NK Pohorje, 80. minuti. Jada le ne bo sedaj zdržal tisti rek, znan že zelo dolgo, kdor ne da dobi. Pohorci so preveč zapravili v drugem polčasu. To je že 4. zgrešena priložnost, medtem ko Dravogradčani sicer držijo žogo v svoji posesti, ne morejo zadeti, Pohorci pa na drugi strani zapravljajo idealne priložnosti. Takšne žoge ne bi smele iti mimo gola, roko na srce. Sicer je
imel težko delo Hutinski, potem ko ga je napadel vratar, ampak to je bil že 4. strel, kot sem že povedal, 4. zapravljena priložnost za Pohorce v drugem polčasu in če bi sedaj Dravograd prišel do zadetka, bi se Rušani kljub izenačenemu izidu po koncu srečanja tepli po glavi. Sicer, če bi jim pred tekmo kdo ponudil izenačen izid, bi zagotovo podpisali proti favoritom, kot so Dravogradčani, ampak po vsem, kar smo videli na današnjem srečanju, so Rušani tisti, ki si zaslužijo 3 točke. Novo izbijanje proti napadalni vrsti NK Pohorja, ki danes kljub temu, da vodijo, držijo ofenzivno igro oziroma igrajo na protinapade, dobro čakajo na napake, ki jih delajo Dravograjčani v sredini igrišča. Pri žogi Pušnik, Pušnik poizkuša s prodorom, na pravem mestu je bil David Rihtarič. Pušnik podaja z avta. Potem Stefanovič podaja v kazenski prostor, priložnost za Dravograd. Dravograjčani so prišli do nove priložnosti za izenačujoč zadetek. Žiga Čavnik pa je športno poslal žogo v avt, kajti tam jo je skupil nekdo izmed nogometašev Dravograda. Ja, poglejmo si še enkrat, Stefanovič je podal kazenski prostor in tudi prva imenitna priložnost za Dravograd. Tam je padel Žan Pritržnik, sodnik ni dosodil ničesar, Dravograjčani pa svojim nasprotnikom športno vračajo žogo. Ta avt bo ponovno izvajal David Rihtarič, ki že gradi igro po boku. Pa nov avt za Dravograd. Iz avta je sedaj metal Kljajič proti Pritržniku, nova priložnost za Pohorje. Dolgo žogo si je sedaj tukaj poslal Hutinski. Dovolj hiter je bil na strani Dravograda Almir Sulejmanovič, kar nekaj težav, sedaj tam tudi za Vršovnika. Napadalca Ruš sta dobro stisnila obrambno vrsto Dravograda. Poglejte, koliko mož NK Pohorja je sedaj v napadu, kar 4 nogometaši, čeprav bi pričakovali nasprotno, da se bodo sedaj Pohorci vendarle nekoliko borili. Slika pa je danes v Rušah, kot sem nekajkrat že omenil, popolnoma drugačna, kot pa bi jo marsikdo pričakoval. Pa ne govorim o tem, da bi Dravograjčani prikazovali slabo igro. Pohorci danes naravnost blestijo v vsej svoji sjajnosti, prikazujejo zelo dobro igro, se borijo in se ne vdajo. Skozi celotno srečanje igrajo s konstantno hitrostjo. Poglejte sedaj, kako je Luka Popovič borbeno želel pridobiti žogo na svojo stran, sicer malce tvegano, ker Luka Popovič že ima karton in si ne sme privoščiti še enega. To bi pomenilo novo šibko točko za NK Pohorje, ki danes že igra brez 2 ključnih igralcev, to sta Andžej Maček in Aljaš Jerenko, osrednja branilca NK Pohorja, ki pa sta poleg Kolariča Francija odsotna zaradi kartonov. NK Pohorje ima v tej sezoni kar nekaj rumenih kartonov in sporedno s tem tudi ne blesti na fair play lestvici. Kar se tiče fair play lestvice, je namreč na 13. mestu. Tudi Dravograd ni najboljši po tem ključu, je na 8. mestu. Najboljši, kar se tiče fair playa oziroma poštene igre, je Lenart na 1. mestu, na 2. mestu pa Fužinar. Torej, ekipi, ki si lastita vrh lestvice Štajerske nogometne lige, si lastita tudi vrh fair play lestvice. Smo pa že v 85. minuti današnjega srečanja, rezultat pa še vedno 1-0 za NK Pohorje. Sedaj je napetost še višja. Dravograjčanom se mudi, da zadanejo izenačujoč zadetek, medtem ko Pohorci
morajo samo zbrano in tako kot so odigrali oba polčasa nadaljevati in prenesti igro v to končnico današnjega dvoboja. Kljajić pošilja žogo daleč naprej. Popovič je podal proti Ozimu, nov protinapad za Pohorje. Ozim pošilja žogi proti Hutinskemu. Hutinski v dvoboju, tam napaka Lipnika. Hutinski je želel preigravati, ni mu uspelo, je pa izboril nov out za Pohorje. Sedaj prepušča žogo Javorniku. Javornik išče svoje soigralce, odkril se mu je Hutinski. Še jedno Alen Hutinski proti Fatlumu. Fatlum je poskušal žogo vrniti Hutinskemu med nogami osrednjega branilca Dravograda, vendar mu namera ni uspela. V nov protinapad pa drvijo Dravograjčani. Popovič. Še vedno Luka Popovič, predal je žogo Hutinskemu. Hutinski obrača stran proti Ozimu. Ali bo Ozim uspel ponovno uspešno spraviti to žogo v kazenski prostor? Podal je proti Javorniku. Javornik je želel s preigravanjem, dobro pa je ob njem stal branilec Dravograda in žoga je odzeta. Mudi pa se seveda Dravograjčanom, tam je na poti Veršovnikov stal Javornik, pri žogi Ozim, Ozim proti Rihtariču. Poglejte, sedaj Rušani, ofenzivni vlogi, potrjujejo svojo kvaliteto in se zavedajo reka, da je napad najboljša obramba. Do konca še slabe 4 minute, ključno s sodnikovim dodatkom. V tem drugem polčasu ni bilo veliko prekinitev, tako da tudi sodnikov podaljšek ne bi smel biti pretirano dolg. To pa je kot voda na mlin za NK Pohorje, ki trenutno vodi proti Dravogradu z rezultatom 1:0. Do konca pa ni več veliko. Nova zmaga se nasmiha Pohorcem, ki v tej štajerski nogometni ligi do današnjega srečanja niso preveč blesteli. Tam pri žogi Javornik, ki je poskušal samostojnim prodorom skozi 3 branilce Dravograda, vendar je bila to zgolj njegova iluzija, sicer dobro zamišljena poteza, ki bi bila kot pika na i na tem srečanju, če bi mu sedaj v slogu Maradone uspelo prebiti obrambno vrsto dravograjških nogometašev. Tam oster štart Javornika, ki bo danes zagotovo pustil srce na igrišču. Očitno jo je pri tem odzemanju žoge skupil tudi sam, tam mu športno pomaga Stefanović. Javornik se že pobira in to je sedaj ena izmed zadnjih priložnosti za Dravograd, da pridejo do izenačujočega zadetka. Teče namreč že 89. minuta. Ozim podaja v kazenski prostor, nevarno je tamle in odlično izbijanje Pohorcev v stranski out. Sedaj se minute na strani Pohorcev zelo vlečejo, medtem ko na drugi strani ravno obratno. Dravograjčanom se zelo mudi in nimajo več veliko časa za izenačujoči zadetek. In že lahko rečemo, da bodo Pohorci iz tega dvoboja odnesli vsaj piko. Poglejte, tudi Dejan Veršovnik se je sedaj vključil napadalno igro. Obrnil je smer dobro proti svojim soigralcem, podajal kazenski prostor na pravem mestu Nemec oziroma Rihtarič, ki je poslal to žogo v nov kot za Dravograd, ki ga bodo morali hitro izvesti. Glavni sodnik pa je pokazal, da gre za novo zamenjavo in sicer Pohorci so zamenjali, iz igre odhaja Timotej Javornik, v igro pa vstopa Vito Pajančič. Domač strateg se je torej končno le odločil za zamenjavo. Ta zamenjava pa je del taktike, kajti Pohorci s tem Dravograjčanom
odzemajo dragocen čas. To je nov kod za Dravograd. Da vidimo, če lahko sedaj pridejo Dravograjčani do izenačujočega zadetka, po katerem stremijo že skozi skoraj da celotno srečanje. Izbijanje NK Pohorja in to je sedaj nova priložnost. Strel z velike razdalje, kajti vratarja ni v vratih, ampak premala natančnost, da bi lahko ta žoga končala v mreži. Ja, po tem strelu, če bi ta žoga drugič na današnjem srečanju zatresla mrežo, bi bilo srečanje pravzaprav že odločeno. Rezultat pa tokrat še vedno z minimalno prednostjo za NK Pohorje. Priložnost sedaj, nova za Dravograd. In ta žoga bo pripadala Pohorju. Dravograjčani so namreč naredili prekršek v napadu. Ja, poglejmo še enkrat nekaj utrinkov z današnjega srečanja NK Pohorja. To je v drugem polčasu, ko so merili mimo vrat. In pa tukaj na to najlepša priložnost v drugem polčasu, ki jo je zapravil Levanič. Pa še ena, Pohorci danes. S temi posnetki dokazujemo, da danes Rušani prikazujejo odlično predstavo in da je rezultat 1:0, res minimalna vrednost. Poglejmo še zadetek, ki so ga zadeli. 9. minuti, ko je Levanič dobro premagal Veršovnika. Ja, kmalu pa bomo nadaljevali s srečanjem. Bila je majhna prekinitev zaradi poškodbe. Nadaljujemo pa, vstopamo v zadnjo minuto in kmalu mislim, da bi sodnik moral zapiskati konec današnjega srečanja. Pri žogi Veršovnik, ki je sedaj ponovno visoko izven svojih vrat, kajti zaveda se, da se mora vključiti v napadalno igro. Zapravljena žoga Dravograjčanov in nova zamenjava se nam obeta. V igro bo stopil, tam že čaka Aljaž Purin. Iz igre pa bo odšel številka 9 Alen Hutinski. Alen Hutinski bo zamenjal Aljaža Špurina. 94. minuti današnjega srečanja. Smo torej že čisto na koncu. Sanje Dravograjčanov za morebitno zmago so usahnile, medtem ko se sanje Pohorcev nasprotno uresničujejo. NK Pohorje vodi proti tretjeuvrščenemu Dravogradu z 1:0 v 95 oziroma 94 minuti, imajo pa poleg vsega še žogo. Poglejmo še končnico današnjega obračuna. Sedaj sodnik že kar dolgo vleče tole srečanje. Mislim, da bi že mogel zapiskati konec. Srečanje se še vedno nadaljuje. Pri žogi Dravograjčani, sedaj pri žogi Lipnik. Prekršek Pohorcev. Ja, zaradi poškodb je tudi ta tekma nekoliko bolj podaljšana. In sedaj zagotovo zadnja priložnost za Dravograd, da pride do izenačujočega zadetka. Veršovnik bo žogo moral poslati globoko v kazenski prostor in upati na morebiten čudež. To pa je... dobro je sedaj precenil žogo Žiga Čavnik. Zanimivo bi bilo sedaj videti, če bi Dejan Veršovnik premagal Žigo Čavnika, vratar vratarja. No, sedaj pa čakamo, da Čavnik pošlje žogo na sredino igrišča in potem bo zagotovo glavni sodnik odpiskal konec današnjega srečanja, ki ga je sedaj, že lahko rečemo, dobilo NK Pohorje. Tako je, konec današnjega srečanja. NK Pohorje je prišlo do druge zmage v spomladanskem delu sezone, do pomembne zmage proti favoriziranim Dravograjčanem. Tudi Dravograjčani danes niso prikazali slabe igre, manjkala jim je samo tista pika na i, da bi zadeli. Junak današnjega srečanja pa Sandi Levanič, ki je postavil izid na 1:0 in skozi celotno srečanje je ostalo pri tem izidu. Pohorci so dobili nove 3 točke. Hvala za vašo pozornost in
Nikar ne spregledajte tekem Štajerske nogometne lige, vsak ponedeljek ob 20. samo na BKTV.